Pozdravljeni. Pred kratkim so pri Ferrariju imeli snemalni dan in to na progi v Monzi. Kaj to pomeni za prihajajoče velike nagrade, si bomo skupaj ogledali v naslednjih minutah. Marsikdo izmed vas je zasledil, da so pri skuderiji Ferrari imeli snemalni dan na progi v Monzi. To je seveda v skladu s športnim pravilnikom in uradni razlog, zakaj je do tega prišlo sedaj v tem trenutku, je seveda dejstvo, da so se pri Ferrariju odrekli ruskemu pokrovitelju po seveda krizi v Ukrajini. A verjetno nihče izmed nas ne verjame, da na snemalnih dneh v resnici samo in edino snemajo posnetke za razne propagandne materiale in seveda reklame. To so enkratne priložnosti, da se preizkusi tudi kaj novega. Treba je opozoriti na nekaj. Na snemalnih dneh je število kilometrov omejeno in tudi tipologija pnevmatike drugačna od tistih, ki jih seveda vidimo na dirkah za veliko nagrado. A najprej si bomo ogledali tisto, kar v resnici vemo. In še tu bomo imeli marsikateri dvom. Namreč šlo je za izjemno zaprto testiranje. Ferrari je postavil na vhode in izhode iz parka v Monzi varnostnike, tako da so se navdušenci le stežka prebili do proge, ampak nekaterim je uspelo. Videli smo lahko, da so bili določeni deli parka dobesedno zaprti za javnost, tudi tisti, ki nimajo nobene zveze samo progo v Monzi. In videli bomo v nadaljevanju, da pri Ferrariju so lahko razvivali več različnih stvari, ampak začnimo raje na začetku. V raznih virih smo lahko prebrali, da je Charles Leclerc odpeljal 17 krogov. In tu ni nič čudnega. Namreč dobro vemo, da je krog v Monzi dolg 5793 metrov. Če to pomnožimo krat 17, dobimo številko, ki je malce nižja od 100 km. Charles Leclerc je začel 18. krog, in preden je prišel do konca, se je skrivnostno ustavil. Mnogi so začeli s teorijo, da je imel njegov Ferrari F1 pomišljaj 75 neke težave z električno napeljavo. Ampak ni res. Izkoristil je vse, kar bi lahko, glede na tisto, kar dovoljuje snemalni dan. Namreč snemalni dan ne sme presegati 100 km. In tu je nekaj zanimivega, kar sem zasledil na italijanskih virih. Namreč njegovega ustavljenega Ferrarija niso odvlekli naprej v garaže, temveč nazaj v garaže. In to sem preveril pri raznih virih, ki jim dobesedno zaupam. Torej, niso hoteli dvigati, da bi transponder v samem bolidu pokazal, da je šel čez tisto mejo 100 km. In že tu lahko vidimo, lahko sklepamo, da pri Ferrariju niso samo gledali na snemalni dan. Kolikor bi bilo bistveno to, bi napravili 17 krogov, posneli posnetke, pospravili material in odšli nazaj v Maranello. Napravili so še približno polovico kroga več, in zbrali mogoče za drobec več podatkov, oziroma je Charles dobil za drobec več izkušenj. In to nam govori, da se resno pripravljajo k naslednjim dirkam. A zanimivo bo razumeti, zakaj je prišlo do tega testiranja sedaj in kaj lahko mi navdušenci v bistvu pričakujemo. In tu vam lahko ponudim kar nekaj različnih razlag in treba je poudariti, da gre za moje osebno razmišljanje glede tistega, kar sem videl in seveda, kar lahko sam sklepam.
točka številka 1. Kolikor pogledamo fotografije, ki so nekako pricurljale v javnost, bomo takoj opazili, da pri Ferrariju na prvi pogled ni videti kakšnih radikalnih sprememb. Seveda, te so lahko skrite na dnu, ampak zaenkrat vzemimo to varianto, da kakšnih bistvenih sprememb ni. Vašo pozornost bi rad usmeril na zadnji stabilizator. Poglejte obliko ter kot profila. Že na prvi pogled vam je jasno, da ne gre za tisto optimalno rešitev za progo v Monzi. Tu se ponavadi izbira tisto rešitev, ki nudi najmanjši zračni upor, in posnetek iz lanske sezone nam bo dal nekako nek približek ideje, kako bi moralo izgledati, kolikor bi pri Ferrariju pripravljali zadeve za na primer dirko Velike nagrade Italije. A vemo, da Ferrari ima na primer težave pri končni hitrosti oziroma pospeševanju. Videli smo na Veliki nagradi Emilia Romagna, videli smo na Veliki nagradi Miamija. In pri Ferrariju so lahko preizkušali tisto, kar sem lahko že v prejšnjih prispevkih nekoliko napovedal. Namreč pričakujemo tisto evolucijo električno-hibridnega dela z novo baterijo in novo kontrolno elektroniko. In tu v Monzi imamo ravnine. Ravnine so idealne za pospeševanje. In sedaj, ukolikor želimo razumeti, kako pospešuje bolid, je seveda potrebno testirati na taki tipologiji proge. In pospeški so odvisni seveda od zračnega upora, same mase bolida in seveda moči, ki jo daje celotni pogonski sklop. Električni del je seveda omejen, ampak izgleda, da pri skuderiji Ferrari niso bili sposobni požeti in porabiti toliko energije, kot jo dovoljuje sam pravilnik. Gre za špekulacijo. Po drugi strani smo lahko videli, da v isti kategoriji je tudi nižanje mase. Eden izmed tistih faktorjev, ki so se morda pokazali za odločilni pri Red Bullu, je bilo prav to nižanje mase. Ampak mi tega s prostim očesom ne bomo videli, da bi pri skuderiji Ferrari nek del bistveno olajšali. Slišali smo lahko razne teorije, da bolid na naslednjih dirkah ne bo polakiran, in že to bi pomenilo okrog 700 gramov prihranka pri masi. A kaj, ker pri Red Bullu so maso znižali v tem trenutku nekje med 7 in 8 kilogrami. Torej tudi ta druga varianta oziroma varianta B je možna. Obstaja še tretja, ki je meni osebno najbolj zanimiva. Namreč to, da so pri Ferrariju nekako namestili zadnji stabilizator z večjim zračnim uporom, ima lahko nek smisel pri naslednjih izboljšavah. Kot vemo, bolid skuderije Ferrari skaklja. Ne skaklja tako kot Mercedes, ampak vseeno skaklja. Kolikor so pri skuderiji namestili neke popravke na dno in so skakljanje testirali na onih dolgih ravninah, so seveda izkoristili profil, ki je zadek močno pritisnil k tlom in tako še nekako izovel ta pojav, katerega se želijo rešiti. In možno je, da so tudi v tej smeri nekako delali pri skuderiji Ferrari. Namreč Monza kot izbira glede na koledar svetovnega prvenstva Formule 1 je nekako atipična. Namreč naslednja dirka je ona za Veliko nagrado Španije in nato sledi Velika nagrada Monaka. In v svetovnem prvenstvu Formule 1 velja ono pravilo 3 M-ov.
Lahko si hiter v Monzi, lahko si hiter v Monaku, ampak če si najhitrejši v Montmeloju, boš verjetno v povprečju pobral največ točk. In karakteristike proge v Monzi se ne skladajo z ničemer, z onim, kar bomo videli v Španiji in seveda v Monaku. Čeprav tu na papirju Ferrari bi lahko bil v prednosti, a menim, da pri Red Bullu so tudi na tistih področjih naredili pol koraka več. Torej, kar se tiče tiste končne hitrosti, bi morali počakati na primer veliko nagrado Azerbajdžana, ampak vsekakor veliko nagrado Kanade. Torej, za naslednji dve veliki nagradi raziskave okrog končne hitrosti, mojemu osebnem mnenju, ne bi prišle v poštev. Ampak, kaj bi lahko rekli o skakljanju? To je eden izmed tistih pojavov, ki nekako pestijo bolide kjerkoli. Torej, če so težave odpravili na sami progi v Monzi, bi se to moralo poznati tudi v Montmeloju ter seveda Monaku. Čeprav tam končne hitrosti niso tako visoke, da bi lahko ta težava prišla tako do izraza. Ampak vseeno, ukolikor jim uspe odpraviti to težavo, se bo poznalo tako na tehničnem kot tudi na moralnem področju. In sedaj lahko vidimo, da z nekim razmišljanjem pridemo do točke, kjer imamo odprtih kar nekaj vprašanj. Ampak kaj so v resnici testirali na progi v Monzi, bomo videli na naslednjih velikih nagradah. Če je šlo za komponente pogonskega sklopa, bomo to takoj videli pri poročilih tehničnega delegata. Drugače bo pa treba malce gledati fotografije in predvsem čase na krog. A ne bodimo presenečeni, ukolikor na prvih dveh velikih nagradah kakšnih revolucionarnih skokov naprej ne bo. Namreč nato sledi velika nagrada Azerbajdžana in Kanade, kjer je treba ogromno prepotovati in v bistvu tudi ni časa. Sedaj je bila tista možnost predaha, ko imajo na razpolago seveda progo in tudi bolide. Kot običajno gre za moje osebno razmišljanje in špekulacije, ki se lahko na koncu pokažejo tudi kot napačne. A za danes, za ta snemalni dan skuderije Ferrari v Monzi bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.